Vsi poznamo vodo. In vsi tudi vemo, da če ne pijemo 3 dni, da je telo dehidrirano in da telesno lahko umremo. Po svetu ni povsod vode. Veliko dežel je še brez vode. Vendar mi v Sloveniji, v Evropi, Amerika, Avstralija, mi imamo vodo. Vendar danes ni moja tema ta zemeljska voda. Ne. Danes želim govoriti o živi vodi. In verjetno se sprašujete, kakšna je razlika med vodo pa med besedo živa voda. Če boste pogledali v Sveto pismo, Janezev evangelij, 4. poglavje, boste lahko prebrali, kako je Jezus po dolgi poti prišel do vodnjaka v Samariji. In tam je bila Samarijanka. In prosil jo je, prosim, bi tudi meni dala vodo iz vodnjaka. Samarijanka je vedela, da on ni Samarijan, da je Jud. In med Judi in Samarijani ni bilo takrat ljubezni, sodelovanja, strpnosti, ampak prepoved pogovarjanja, prepoved približevanja, vojne in strpnost. In Samarijanka ga je pogledala, se začudila in rekla, kako to, da ti, ki si Jud, mene, Samarijanko, prosiš, da ti dam vode iz vodnjaka. Jezus pa je odgovoril, če bi ti vedela, kakšno vodo ti jaz lahko dam, vodo, ki te bo za vedno, za večno odžejala, bi mene prosila, da ti dam to vodo. Samarijanka pa je poznala staro zavezo in prerokbo, da bo na zemljo prišel odrešenik z živo vodo, ki bo ljudem vrnil življenje, ki bo ljudem vrnil zdravje, predvsem pa večno življenje. In je rekla, ja, vem to, si morda ti ta prerok, ki ga vsi čakamo. In Jezus ji odvrne, ja, jaz sem ta prerok. In Samarijanka je bila tako vesela, da je takoj odletela v vas in začela na glas oznanjati, da človek, ki ga čakajo že toliko časa, je prišel v Samarijo. Bila je prva evangelistka dobesedno. Govorila je o veseli novici, da je srečala Božjega Sina, ki prinaša živo vodo, vodo življenja. Vprašajmo se vsi skupaj, kakšno vodo pa mi pijemo? Ali že pijemo to živo vodo? Nekateri rečejo Sveti Duh. Ali jo pijemo? Ali pijemo samo vodo, ki nas odžeje za par ur in naslednji dan, čez nekaj ur jo moramo ponovno piti? In prebrala vam bom zanimivo mojo sporočilo v knjigi Iz pekla v raj, katero sem napisala leta 1995. Če dovolite. Novo rojstvo. Bila sem že utrgan, mrtvi cvet. Ko si se dotaknil me, svojim žarkom me prebudil in mi zašepetal, da me neskončno ljubiš.
Bila sem že utrgan mrtvi cvet, ko zalil si me s čudežno vodo, ki oživela me je spet in mi dala novi, nemiljivi cvet. To je sporočilo, ki sem ga napisala leta 95, 28. junija. Danes to veliko bolje razumem kot takrat. Takrat sem veliko molila, prosila, se kesala, prosila Gospoda Jezusa, za katerega sem vedela, da je na nebu in da nam pošilja Svetega Duha, ki nas očiščuje, oživlja, osrečuje, ozdravlja, nam daje novo rojstvo. Novo rojstvo v duhu in resnici. Nihče mi ni učil, nisem imela zemeljskih učiteljev, zato tudi nisem vedela, da je to voda, živa voda, ki daje življenje, ki daje radost. In hvaležna sem, da se mi je ta voda mene osebno dotaknila. Ampak to zato, ker sem jaz želela to vodo življenja, ker sem jaz želela ozdraveti, jaz sem želela nehati jokati, jaz sem bila tista, ki nisem imela rada bolečin, ki sem jih čutila v svoji duši in v svojem telesu. Sem pa slišala evangelij, to radostno vest, da imamo odrešenika, ki je sicer v Božjem kraljestvu, ampak če ga prosimo, nas usliši slej ko prej. Poznamo zgodbe iz Nove zaveze. Kdorkoli je prišel k Jezusu Kristusu v tistem času, ko je živel na zemlji in ga karkoli prosil, vse je uslišal. Slepi ni vračal vid, hromi so shodili, mrtvi so oživeli, gobavci so bili očiščeni, demoni so zapuščali ljudi, ker je prišel Božji sin, ki je bil rojen po Svetem Duhu, ki je bil krščen in se je nad njim pokazalo sveto življenje, Sveti Duh. In Janez Krstnik, ki ga je krstil, je najprej rekel, zakaj ti, Jezus, prihajaš k meni, jaz krščujem samo z vodo, zemeljsko vodo, jaz pripravljam pot za prihod novega rojstva v duhu in resnici. Jezus pa je rekel, pisano je, da se mora vsak roditi iz vode, ki očiščuje, in v Svetem Duhu, ki nas na novo rodi, ko spoznamo tisto resnico, ki je tistim ljudem skrita, prikrita, ki ne želijo novega rojstva v Svetem Duhu, ki ne želijo te žive vode. Zato vam tukaj odkrito priznavam, tudi jaz sem rabila novo rojstvo. Izmolila sem si ga. Bila sem krščena v vodi in obdarjena sem bila s Svetim Duhom. In ta Sveti Duh je z menoj, kadar ga prosim, kadar se odprem, kadar želim, da kakšne probleme razrešujem tukaj na zemeljskem nivoju, in vedno, prav vedno občutim ta blagoslov Svetega Duha. Zato, ker je moje srce se odprlo za resnico. In ne želim grešiti, ne želim delati nekaj, kar je za smrt, za bolezni. Želim piti to vodo vsak dan in vso večnost. In to želim tudi vsem vam, ki ste mogoče sedaj v kakšnih preizkušnjah,
ki čutite nemir v srcu, ki čutite žejo po življenju, po radosti, po miru, po zdravju, ki vas je strah smrti, ki ste osamljeni, žalostni. To je voda živa, ki je namenjena za vsakogar. Kdorkoli je žejen, je lahko pije kot brezplačni zastonjski dar iz nebes. Popijte jo in zaživite srečno in zdravo in večno življenje. Ne samo v duhu, ampak tudi v telesu. Hvala lepa za to živo vodo. Hvala lepa za vse vas, ki jo že pijete, ki jo že darujete bližnjim. In hvala tudi vsem tistim, ki se boste odločili za živo vodo, ki odžeja, ozdravlja, osrečuje in prenaša novo življenje. Hvala lepa za vašo pozornost.